Dobro, bomo počasi začeli. Skratka, še enkrat lep pozdrav vsem skupaj. Dobrodošli na naši delavnici Video Storytelling, pripovedovanje zgodbe z videom in tehnika izdelave video. Tako kot naslov pove, bi nekako se znotraj delavnice dotaknili dveh tem. Ena je video storytelling, pripovedovanje zgodbic, s tem bi začeli. No in potem bi nadaljevali v pretežnem delu delavnice z tehnikami in orodji izdelave videov. Zdaj ta delavnica teče znotraj predmeta na MFDPŠ, predmeta veščine, hkrati pa je tesno povezana z projektom Mikroplastika, jutrišnji makroproblem, zato ker nameravamo znotraj tega projekta v jesenskih mesecih organizirati tekmovanje za najboljši video z naslovom Svet brez mikroplastike. Je pa na nek način povezana današnja delavnica še z enim drugim projektom, ki ga bom kasneje omenil, znotraj katerega pa prav tako teče že tale hip tekmovanje na temo izdelave videov, v smislu storytelling videov. Še enkrat, vsebina današnje delavnice, prvo poglavje je pripovedovanje zgodb, storytelling, skratka, s pojmom bi se seznanili z možnimi temami in pa na nek način z stopnjami v zgodbi, strukturo zgodbe, zgolj zato, da bi to zadevo povezali z videom in kako morda speljati zgodbico tudi v videu. Potem bi šli pa v drugem poglavju na scenarij oziroma na snemalno predlogo. Tle sem bil v dilemi, kako poimenovati te zadeve v slovenskem jeziku, namreč v angleščini se eno imenuje skript, drugo pa storyboard. Storyboard se včasih prevaja tudi kot snemalna knjiga, ampak jaz mislim, da za izdelavo 2, 3, 5-minutnih videov je težko govoriti o snemalni knjigi, zato sem tukaj zapisal snemalna predloga. Scenarij in snemalna predloga sta zelo tesno povezani z prvim poglavjem, z pripovedovanjem zgodb, z stopnjami v zgodbi. Potem bi šli pa v tretjem poglavju na pristope in pa orodja, digitalna orodja, kako izdelati posamezne sestavine videa. Skratka, naša ideja je, da najprej naredimo nek načrt našega videa, ki je lahko, 5 minut, 6 minut, 7 minut. No in potem razmislimo o tem, kakšni elementi, kakšne sestavine bodo sestavljale ta video. To so lahko kakšne slikice, lahko so kakšni tudi PowerPoint slajdi oziroma drsnice, lahko so kakšni grafi, ponazarjamo kakšne številke, funkcijske povezave, lahko gre za besedila, skratka, marsikakšne elemente, multimedijske elemente lahko uporabimo za izdelavo videa. O tem bi se pogovarjali v točki 3. V točki 4 bi pa potem nekako razmišljali, kako vse tiste majhne sestavne dele, lahko so to, kot sem rekel, slikce, lahko so tudi zelo, zelo kratki videoklipi in ostale zadeve, kako vse to na nek način združiti, urediti in na ta način izdelati en dovolj atraktiven video. No in v zadnjem delčku naše delavnice bi se nekako pogovorili o tem, kako narediti video dostopen. Tle gre za uporabo platform, kot so YouTube, kot je Vimeo, lahko tudi Google Drive, oblačne rešitve ali kaj drugega. Hkrati bi pa mogoče še dve majhni zadevici omenili, eno se nanaša na podnapise, drugo pa na prevajanje. S tem, da bom pokazal, kako narediti podnapise na izjemno preprost način znotraj YouTubea in kako tudi morda prevajati znotraj YouTubea podnapise. S tem se mi veliko srečujemo v zadnjem času v naših evropskih projektih, v projektih, v katerih sodelujemo Slovenci s slovenskim jezikom, Portugalci s portugalskim jezikom, Turki s turškim jezikom.
in potem naredimo nek izdelek, nek video v angleščini in prevedemo vse te angleške podnapise v nacionalne jezike. Tako da to je današnja vsebina. Smo si pa to zadevo tako zamislili, da bi naredili vmes tudi tri, bi rekel, naloge, tri vaje na nek način. Prva bo zelo kratka, drugi dve bi pa naredili v skupinah. Prva bo individualna, drugi dve bi naredili v skupinah. Imamo pa to idejo, da bi, v bistvu gre za prvi del in drugi del iste naloge, in bi v prvem delu nekako naredili slučajnostne skupine, jih bo sam Zoom zgeneriral, potem bi pa v drugem delu nekako te iste skupine nadaljevale z delom, ki so ga začele v prvi nalogi. Skratka, skupinska naloga. Tako, to smo si zamislili in potem bi mogoče tudi kaj diskutirali. Če imate kakršnokoli vprašanje tekom delavnice, če vas karkoli zanima, pač lahko takoj stopite na plan, prižgete mikrofon in pač vprašate, zato da bi nekako upravičili morda celo ime delavnica. Zdaj, jaz bi začel z vprašanjem, skratka, to, kar sem prej rekel, z enim Mentimetrom. Zadnje čase zelo veliko uporabljam pri teh naših online srečanjih Mentimeter in Padlet. In tudi danes imam namen to uporabiti. Študentje MFDPŠ druga stopnja so tega vajeni, zato ker sem z njimi že imel ravno v tem trimestru nekaj predavanj, znotraj teh predavanj sem uporabil isti orodji. S tem, da sem danes šel še korak naprej, boste videli. Tako me prav zanima, prav tak tehnični izziv sem si zadal, bom videl, kako bo tista naša druga naloga potekala. Skratka, prva naloga je preprosta. V Mentimetru boste odgovorili na tale vprašanje, s katerimi izmed naštetih izzivov ste se v preteklosti že soočali. Jasno, ti izzivi se nanašajo na video zgodbo. Skratka, ja, vidimo, izdelava videa je nekako najbolj pogosto, nalaganje videov na YouTube ali Vimeo. Vse to dvoje, po moje, je izjemno povezano. Če bi rekel, izdelate video in ga želite pač nekje ohraniti na daljši čas, morda deliti s kom drugim, morda celo uporabiti video za neke diseminacijske, promocijske, reklamne zadeve, potem normalno zelo hitro pridete na YouTube. Vimeo je neka malenkost drugačna platforma, ki je, bi rekel, bolj, ni tako komercialno morda usmerjena, vse v smislu marketinga, promocije, ampak je bolj namenjena za to, da profesionalci shranjujejo svoje videe in tiste videe potem naredijo v nekem omejenem obsegu dosegljive pač želeni javnosti. Zanimivo, snemanje zaslona se redko uporablja. Snemanje zaslona je po mojem zelo pogosto pri teh raznih informatikih, ki želijo na hitro recimo pokazati, kako se uporablja nek računalniški program, neka aplikacija in potem zelo na hitro lahko naredijo posnetek zaslona, morda ta posnetek še opremijo s kakšnimi dodatnimi puščicami, besedili in podobno in potem to pač nekje objavijo in imamo potem uporabniki lahko neke vizualne napotke, kako uporabljati nek določen program. Snemanje zvoka, mi bomo bolj kasneje govorili, zvok lahko snemamo z računalnikom. Jaz recimo sem že znotraj mojega predmeta v Moodlu celo to naredil, da sem dal navodila za neko določeno poglavje ali za neko določeno nalogo, ki je bilo treba narediti znotraj e-učilnice, da sem posnel navodila enostavno z telefonom oziroma z diktafonom in sem potem tisti zvok, samo zvok, enostavno vpel v Moodle. No in potem študent enostavno klikne na to zadevo in pač se mu predvaja posnetek. Pa danes po mojem je zvok zelo s temi raznimi podcasti in podobnimi zadevami v izobraževalnem smislu, bi rekel, zelo napredoval.
Izdelava animacij zanimivo, celo bolj pogosto kot snemanje zaslona. Meni se zdi, skratka, sem se lotil tega že tudi v preteklosti, ampak se mi zdi zadeva izjemno zahtevna, bo pa potem Špela o tem še kaj več povedala. Ok, nekaj je pa teh nič od naštetega. Dobro, super. Gremo mi v bistvu zdaj na tole naše prvo poglavje, pripovedovanje zgodb. Kaj to je? Zgodbe so nekaj, kar bi rekel, izhaja iz pradavnine, in te zgodbe so se pogosto širile z ustnim izročilom, skratka, starši so svojim otrokom pripovedovali ali kakorkoli že in se na ta način neko znanje prenašalo skozi leta, skozi desetletja, tudi skozi stoletja. Pojavilo se je potem tudi morda nekoliko kasneje vizualno upodobljevanje zgodb. Vse imamo razne Altamire in podobne zadeve, kjer so že praljudje na stene jam pač neke določene zgodbice iz življenja zapisovali. Zgodbice se je potem tudi tekom tisočletja pisalo na papir, pa na papirus, pa na sklinopisom, na kamne in podobne zadeve. Skratka, tehnologija je napredovala in nastali so razne knjige, romani in podobne zadeve. No, zdaj v zadnjih letih, desetletjih se pa zelo veliko dela na digitalnem storytellingu, digitalnem posredovanju zgodb. Še posebej je ta zadeva atraktivna in morda celo bolj, bi rekel, ima večji učinek zaradi multimedijskih sposobnosti današnjih medijev, kot je recimo internet. Skratka, vi lahko prenašate zgodbice, ki so podprte z zvokom, z besedami zapisanimi, z besedami izgovorjenimi, z raznimi slikami in podobno. Skratka, govorimo o digitalnem storytellingu. Zdaj, kaj je namen? Ja, marsikakšne namene lahko zgodbe pač imajo za sabo, lahko bi rekel, usmišljajo življenje, pač ljudje pač povemo lahko skozi zgodbo, kako živimo, kako naši junaki živijo in podobne zadeve. Preko tega izražamo neke vrednote, ki potem poganjajo neko družbo v neke določene smeri, širijo neke vrste kulturo. Skratka, namen zgodbic je pogosto učenje. In to učenje je zelo pogosto bolj učinkovito, zato ker zgodbice bolj, bi rekel, za to multimedijsko sposobnostjo tudi bolj vplivajo na čustva, na naše, bi rekel, osebno doživljanje in dejansko dosegajo večje učinke. Lahko povezujejo osebo, posameznika z njegovimi izkušnjami, lahko skozi zgodbice svoje izkušnje sporočamo, in pa jasno povezujejo zgodovino posameznikov, zgodovino skupin, zgodovino kultur. Skratka, to je na nek način namen pripovedovanja zgodbic. Jaz bi mogoče pokazal en mali video, ki bo to zadevo še skozi video. Rekli smo, da videi, to je digitalna zgodbica, so nekako bolj učinkoviti. Ta video je narejen v neki aplikaciji, mi smo ga naredili, ki se imenuje Canva, o njej bomo še malo kasneje govorili. Tako da zdaj boste približno dobili vtis, kakšne videe je moč narediti na izjemno preprost način. Sestavine, ki so pa v tem videu, so pa to, kar sem že rekel, razni naslovčki, skratka delčki besedil, potem je uporabljen celo en mali posnetek iz YouTubea, ki je samo delček tega posnetka uporabljen. In to je tudi možno res. Vi lahko iz javno dostopnih virov poberete razne skratka slikice, kratke videoklipe in potem to sestavite v nek izjemno atraktiven video. No, dajmo si ga pogledati. We have virtually always used stories to communicate, pass on wisdom, and spur imagination. Storytelling is the art of telling stories, and consequently is a concept with three elements: narrator, story, audience. This technique organizes events in a logical manner,
properly structured and appealing, being the oldest way of transmitting knowledge through generations. Through stories, we learn to appreciate, recognize, and understand the experiences and opportunities we have encountered. Stories are also universal, crossing boundaries of culture, language, gender, and age. They're told and retold, building and preserving a group sense of community. Stories align and motivate by portraying the world in terms that build emotional connections between people and create a sense of shared purpose. What can stories offer? They give meaning to life, express values, teach the young, and convey culture. They connect elements in one's own self, experience, and life. They connect one to one's past and to other cultures. They give a sense of wholeness, that the pieces of one's life fit together and add up to something. And what makes a storytelling event great, entertaining, and meaningful? Listeners are drawn in and feel involved and engaged. They relate to the teller and to what is being told. They forget themselves and get involved in the efforts, struggles, and behavioral styles of the characters. They put themselves in the place of the characters. They relate to characters' situations and decisions on the levels of feeling, emotion, and intellect. The story is important to both tellers and listeners. Storytelling has been an active part of human life for thousands of years. It has managed to be a constant pillar in our societies, and has fundamentally allowed us to mold our perception between right and wrong. Before there was writing, there was storytelling. Storytelling started with cave paintings, then switched to oral histories. Later on, books were used, and more recently, electronic resources emerged. The advance of technology allowed audio-visual elements like sounds, images and videos to be digitally embedded in storytelling, and this way giving rise to the concept of digital storytelling. Traditional storytelling is how history was created, and how it was developed. In the new generation of virtual reality, we take bigger steps into the modern world, and create a social aspect of storytelling. Due to the use of advancing technologies such as the printing press, the camera, and the internet and its social media platforms, the way we tell others stories and keep ourselves informed about current topics has shifted to a more all-encompassing experience. Technology has allowed humans to utilize all forms of storytelling through the years: visual stories in photographs, spoken stories in videos and recordings, and written words on blogs and statuses. Although the mediums have changed through history, the core concept of using a sequence of events in an exciting narrative has remained the same. Storytelling is one of our most important forms of communication, and universal skill. We need it to share our perspectives, negotiate, and create empathy. In other words, we need stories for life and work. Everyone remembers a good story. Whether they heard it on a radio, read about it in a newspaper, or saw it unfold on live television, good stories have a tendency to stick with us, regardless of the subject. Dobro. Skratka, ta video, ne, je primer videa, ki bi ga morda vsi mi, ki se zdaj udeležujemo tele delavnice, znali narediti na koncu te delavnice. Narejen je z enim zelo preprostim orodjem, Canva, o katerem bomo kasneje govorili. Noter imate pa razne elemente, ne, v ozadju muzika, ne, ki je pač nekje najdena in vključena v ta video. Potem ste noter videli vse tiste male elemente, ne, od videov, ki so nekje na YouTube bili našli, ki smo jih našli na YouTube, in napisi in potem tista ozadja raznih barv, oblik in podobnega. Ne, to je neki elementi, ki so najdeni v Canvi, lahko je tudi kje drugje, najdemo v obliku nekih slik.
Potem ste videli, da smo uporabili tudi računalniško generiran govor. Ta govor, ki ste ga slišali, angleščina, je računalniško generiran. To pomeni, da smo uporabili nek mali programček, v katerega smo vnesli tekst, kliknili na gumbek in smo dobili datoteko z govorjenim tekstom, ki smo jo enostavno dodali v ta video, v program Canva. Pa še eno zadevo ste tukaj videli, kar sem prej govoril, da bomo na koncu tudi opisali, kako se tega lotiti podnapise. Skratka, bili so narejeni tudi podnapisi in ti podnapisi v tem videu so tako angleški kot slovenski, s tem, da so slovenski zgenerirani avtomatično. Skratka, v ozadju je Google Translate, se pravi neka umetna inteligenca, ki jo je ustvaril Google, ki je, tako bi rekel, v desetinki sekunde prevedla angleške podnapise v slovenske. Naj bomo to potem na koncu omenili. Če grem še enkrat na pripovedovanje zgodbic, skratka, zakaj so zgodbice pomembne, v tem videu je bilo omenjeno, pritegnejo poslušalce. Bistveno bolj pritegnejo, še posebej, če so spretno nekako sestavljene, če so videi spretno posneti. Poslušalci se lažje povežejo s pripovedovalcem za njegovo zgodbo, pozabijo nase, se vživijo v like, če so liki dovolj atraktivni, in se tudi empatično postavijo lahko v čevlje, v kožo likov, ki so v zgodbi. Pa še en vidik je tle pomemben, da če recimo video vklapljamo v izobraževalno delo in rečemo študentom, dajte narediti video na koncu predmeta in sumirate, česa ste se naučili, kaj ste se naučili znotraj predmeta, naredite video zgodbico, se bodo na ta način tudi bolje učili, bi rekel. Jaz mislim, da je v izdelavi videa, ko enostavno smo prisiljeni zbirati vsebine, jih nek logični red postavljati, vizualizirati, da se pri tem tisti, ki to delamo, neizmerno veliko naučimo. Tako da video, bi rekel, je res izjemno dobro pedagoško orodje. Vrste zgodbic, to smo že omenjali, lahko gre za osebne pripovedi, spomini, zgodbe o dogodkih v življenju, o krajih v življenju in tako naprej. Lahko gre za neke zgodovinske, dokumentarne pripovedi, zgodbe, ki pripovedujejo zgodovinske teme. Video, ki smo ga prele videli, je vključeval en malček teh zgodovinskih dokumentarnih vidikov. In potem imate videe, ki so bolj namenjeni informiranju in poučevanju. V angleščini temu običajno rečemo explainer videi, ki pač neki ponazorijo nek določeni proces, kako se nečesa lotiti in podobne zadeve. Kaj so značilnosti dobre zgodbe? Jaz bi tako rekel, zelo pomemben je fokus. Če je video izjemno razpršen in notri ni jasnega fokusa, potem se ljudje izgubimo. Pa ne glede na to, ali je video 5 minut ali je 20 minut. Tema mora biti ena in mora biti zelo jasno opredeljena. In tudi bi rekel, fajn je, če je koncept zgodbe dodelan, o tem še malenkost kasneje. Fino je uporabljati živo besedo. Zdaj ne vem, če je ta računalniški govor ravno najboljši, obstajajo tudi kakšni lepši, lepše zveneči računalniški govori, ampak tisti običajno povezano z precejšnjimi stroški. Lahko imamo pa živega govorca. Fino je uporabljati privlačne slike, prijetne zvoke. Tudi ta zvok v ozadju videa je včasih zelo koristen, ne samo zato, da naredi video nekako atraktivnejši morda, ampak včasih tudi zabriše neke napake v govoru, ki je tudi znotraj tega videa lahko. In tudi ritem lahko daje zvok. Špela je recimo izjemno spretna, Špela bo malo kasneje spregovorila z vami. Vedo, ko naredi video, uporabi neko zelo atraktivno, zelo tako zažigalno muziko in potem vedno nekako skoordinira ritem te muzike z samim videom, tako da se potem določene slikice v videu pojavljajo natančno v ritmu. In to ima neizmerno dober učinek na gledalca oziroma poslušalca.
In jasno, tudi ostale zadeve so pač pomembne, ne, like je fino karakterizirati. Ne. Treba je paziti, ta zvestoba viru pomeni, da je treba malo paziti tudi na avtorske pravice. Ne. Tako da ne moramo, bi rekel, kar tako neke vire od nekod povzeti in sestaviti lasten video. Tako da je treba nekoliko paziti na te zadeve. Paziti je treba na primerno za poslušalce. Če ne drugega, YouTube je izjemno občutljiv na otroške teme, ne, in je treba tudi video, ki je namenjen otrokom, posebej označiti. Ne. In znotraj te video se potem pač ne pojavljajo reklame in podobne zadeve. Ne. In pa dramska privlačnost je po moje pomembna. Jaz sem tlele dodal eno idejo, kaj pomeni dramska privlačnost. Še posebej bi rekel pri teh storytelling videih je to po moje pomembno. Ne. Skratka, da nekako sledimo z leve proti desni in da doživimo nekje znotraj videa, ne, znotraj poteka videa vrh, ne, katarzo na nek način. Ne. Vse, mislim, ne rabi biti neka zelo dramatična katarza, ampak zelo fino je pač peljati video skozi, bi rekel, tak, ne, skratka, začnemo nekje nizko in pridemo do vrha, se vprašamo šmenta, kaj pa zdaj narediti z tem problemom, ki smo ga opisali v prvi minuti videa, ne, in potem pač sledi popuščanje napetosti, ne, tam na vrhu smo vsi napeti, kaj pa zdaj, ne. In potem gre recimo ta zadeva navzdol in nekako razpletemo zgodbo, ponudimo rešitve. Ne. Tako da to je nekako ideja. Jaz globlje ne bom šel, ker pač ni naš namen ustvarjati neke umetniške hollywoodske filme. Bi pa mogoče pokazal en video, ki je v bistvu razlaga, kako bi rekel video narediti, ne. Ampak ima tudi notri zelo jasno, ta trikotnik zelo jasno nastavljen. Ne. Skratka, na začetku je pač tista zadeva, ne, navzgor gre, odpira neke probleme, s kakšnimi problemi se srečujemo pri izgradnji zgodbe, pri načrtovanju videa. No, in potem na koncu, ko smo čisto že nervozni, potem postavi vprašanje, nek karakter iz te zgodbice, no, kako pa zdaj to rešimo, ne, in se vsi zamislimo, čisto napeti smo, ne, in potem gre po trikotniku navzdol, ne, in na nek način video ni za rešitve. Pa si dajmo še tale video pogledati. Everyone has a digital story to tell. What's yours? How do you produce your digital story? As a meta-literate learner, you are an active producer of information who is empowered to take charge of your own story and tell it in a way that an audience will relate to. You play many different meta-literate learner roles as well. You are a communicator of information who thinks carefully about the content of your story and how to tell it to a specific group or perhaps a wider audience. You are a researcher who investigates a topic to discover reliable sources of information to support the credibility of your story. You are a translator of information who adapts ideas from one form to another or who translates one media format into another. You may want to turn a memory or a dream into a digital story for others to experience, or you may want to translate an old photograph or audio recording into a multimedia story. Where do you begin when creating your story? Let's start with the idea. Perhaps you are interested in sharing a memory based on your own life experience. For example, let's say you've conducted research into your family ancestry. How might this experience translate into a digital story? Once you develop an idea, you'll need to think about the content and materials for your narrative. Depending on the topic you choose, you may need to conduct supporting research. If you are telling a digital story based on your own life experience, you may want to use primary sources such as your own photographs, digital images, audio recordings, videos, or interviews. Or you may want to create something new. If your story involves further background information or historical research, you will want to explore the primary sources available at your local library or archive. Imagine the impact an original letter, old photograph, newspaper clipping, or historical object would have on telling your digital story. If your narrative requires additional research on a topic or issue, you will also need secondary sources, which are sources that analyze or comment on primary sources. Many books, journal articles, and reliable online resources can provide this additional insight. Be sure to evaluate every source for credibility.
Write down the record or title, author, and all relevant information about every source so that you can give credit to that resource as part of your digital story. Now that you have the content and materials for your story idea, start planning. Draft an outline of your story to organize ideas into a logical and creative flow. Then write a script and think about how your story will be narrated. Consider the relationship between the text and the visual materials you will use, such as digital images and videos. Storyboards allow you to create visual panels for all of your main ideas and to organize each story box to see how each one will flow into the other. How will you create your digital story, and what kinds of technology or applications might be needed to design and share your production? You may want to keep it simple and use your cell phone or mobile device to record digital images, videos, narration, or interviews using your built-in camera and microphone. You can also search online for reliable and easy-to-use applications that help you record and edit images, video, audio, and music into a combined multimedia production. There are many online sources that allow you to upload images and videos for sharing with others as well. When searching for digital tools, always look for free or inexpensive resources that are recommended by other storytellers and are fairly easy to use. As you create your own digital story, consider searching through the Creative Commons for digital images and videos that are openly licensed for you to use, as long as you follow the proper attribution of the license assigned by the creator of that information. Once you create your own digital story, you can explore the license options available at the Creative Commons to make your own work available for others to access and even reuse. As a digital storyteller, reflect on the many meta-literate learner roles you play, such as producer, communicator, translator, author, and researcher. As you create your story, you may be a collaborator who works with others on a team-based narrative. You may be a teacher who shares knowledge about the process, or who tells a story that shows others how to do something, or how to gain insights from life experience. You will gain several of the meta-literate learner characteristics as well, so think about how this production taught you to be informed about a topic, reflective about the experience, adaptable to the application of new technologies, or civic-minded about a community story. We all have stories to tell. What's yours? To je bil video, ki je, bi rekel, že na nek način povedal, kako se lotiti dela, skratka, kako se lotiti izdelave videa, od načrtovanja do, bi rekel, diseminacije tistega videa. Zdaj, tukaj so na nek način poudarki tega videa, skratka, razvite temo, to je izjemno pomembna idejo, to je po moje ključno, z dobro idejo, ste, tako bi rekel, na polovici poti. Izberite temo, načrtujete digitalno zgodbo, izvedite raziskavo na to temo. Skratka, vedno, če pač se lotevamo nekega problema, je zelo dobro imeti čim več informacij, čim več znanja o temi, ki se lotevamo z videom, in zapišemo scenarij. O tem se bomo še kasneje pogovarjali. Skratka, scenarij, zgodbico si nekako zamislimo, zelo fino je tudi nekako vizualizirati to zgodbico, o tem se bomo še malo kasneje pogovarjali. In potem iščemo, ustvarjamo razne slikice in druge, bi rekel, elemente, ki jih bomo uporabili za video. S tem, da želim tule poudariti tole 6. točko, spoštujte avtorske pravice. To je po mojem izjemno pomembna zadeva, ki jo mimogrede pozabimo, ker smo na internetu res zasuti z raznimi imidži, slikami, videi, zvoki, muzikami in tako naprej. In lahko hitro zaidemo v skušnjave. Je res treba, bi rekel, te zadeve paziti. Mimo pol kasneje vam bomo pokazali par knjižnic, od koder je moč črpati slike, imidže, je moč črpati razne kratke videoklipe ali pa je moč črpati razne zvoke ali glasbo, brez kršenja avtorskih pravic. Če ne drugega, kaj se vam zgodi? Recimo naredite video, uporabite neko muziko, ki ste jo našli nekje, kot ozadje recimo, ki ste jo našli nekje na internetu, in ste jo vgradili v svoj video in potem to naložite na YouTube. YouTube čekira, preverja te zadeve
in potem odvisno od stopnje kršitve, ali vam samo sporoči, da kršite in da ne morete monetizirati, skratka unovči tega vašega videa, ali pa vam enostavno zablokira muziko, briše vam muziko iz videa ali morda celo video, bi rekel, zablokira, oziroma celo vaš račun. Ne. Tako da hočem reči, da je treba na internetu, tle je vse transparentno, ne, je treba neizmerno paziti. Ne. Snemalni predlogi se bomo pol kasneje govorili, v bistvu neka vizualizacija skripta oziroma scenarija in potem je zadnja točka, posnemite in dokončajte video. Zdaj bi mogoče si pred pauzo pogledali še tale video, ki se malo bi rekel, prekriva z onim prejšnjim. Ampak meni se zdi to načrtovanje digitalne zgodbice izjemno pomembno, ne, skratka izdelava skripta in pa storyboarda. Ne. Bi pa vas tlele želel opozoriti na tole gradivo, link je tukaj na desni strani. In to je PDF dokument, v katerem imate v bistvu razčlenjeno po fazah izdelovanje videa, skratka načrtovanje zgodbice in potem sama tehnično izdelovanje videa. In tam notri so tudi povezave do nekih videov, ki smo jih mi ustvarili kot napotke in jih bom še danes na par pokazal. In pa omenjeni so tudi razni računalniški programi, orodja, ki se jih lahko uporabi za ustvarjanje določenih delčkov videa. Bi pa jaz tale video kljub vsemu pokazal. Zopet, video smo mi naredili in je narejen ponovno v Canvi. In zopet je računalniški govor v ozadju in pa razni elementi, ki smo jih pač na različne načine pridobili. An attractive and nearly professional-looking video can be created by following a 6-step approach. Definition of the topic. Producing the script. Shooting or recording of each scene. Composing and editing the video. Final touches for finalizing the video. Dissemination of finished video. In the first step, the definition of the topic, think about the audience targeted by your video and general idea behind your video, the storyline. You should understand the audience, and ask yourself the following questions. Who is your audience? What are their pains? What are their potential gains? Which value can you offer to your audience? To write down your storyline, the following tips may be useful. Follow the principle of simplicity over completeness. Visualize your ideas by using whiteboards, paper and pencil. Focus on the essentials, don't get lost in too much detail. Let's move on to the second step, the script. Script writing is about writing down the movement, actions, expression and dialogue of the characters in the video. This can be done in a screenplay format. Screenplay format is used to express the story visually. The script consists of a title, learning content, target group, duration, and a short description for each scene. However, in the storyboard, you can add the visual contents and the narration or the lines that appear in each scene. For successful implementation of the script, the following tips may be beneficial. Less is more. Describe a scene in 1 to 3 short sentences. Show, don't tell. It is better to visualize your messages in the video instead of verbally or textually explaining them. Proofread your script to avoid errors. As already mentioned, the storyboard visualizes the script. We can define it as a sequence of drawings, typically with some directions and dialogue, representing all the shots planned for the video production. Here are some tips for its successful implementation. Focus on the story and keep it as simple as possible. Visualize your story. You don't have to be an artist, use simple figures, lines, shapes, arrows. Check the internet, look for examples of storyboards and learn from them. Now we can move to the next step, the production of individual. You will save time. Use visual elements
using this step of video production. Select your preferred tools and get used to them. This way, you will save time. Use visual elements such as images, graphics, symbols, or similar for the presentation of complex processes. Visual elements are better processed by the brain, and remain longer in the memory. Use narrators and make the video more lively. Get feedback from your friends, and ask them if your story is understandable. Editing a video relates to the process of composing the video. We take all of the pieces of our video that we have produced in the previous step, and add them to our editing software to build the final video. Several applications are available, either on a computer or a smartphone, that makes it possible to produce excellent and nearly professional-looking videos. Choose a tool that corresponds to your needs and your level of expertise. Additional tip concerns the constituent parts of the video, namely files with images, photos, slides, video clips, and similar. We suggest that you organize your project files in folders so that they can be used again and again. The next step is about arranging small, final details of the video. You can usually do it with the same editing tool as you used in the previous step of video production. To make your video looks more professional, and in line with the context under which the video production takes place, you can add the title scene, which can be simply an image with the title of the video. The closing scene can introduce the next step the audience may perform after watching the video. The background music throughout the whole video can make the video even more attractive on one hand, and hide the noise that may distort the narration on the other. The video is now ready for the last step, the dissemination. First, you have to store the video on a platform such as YouTube or Vimeo, or you can upload it also on social media platforms such as Facebook. Once the video is uploaded, you can share its link with your community or embed it on your website. The easiest way to add translation subtitles is to do it in the YouTube, since the YouTube can create automatic closed captioning in English and some other languages, and also automatically done translations. Dobro. Skratka, mi bi se zdaj neke male vajce lotili, po tej vajci bi pa odmor naredili. Ne vem, mogoče bi Špela to vajo malo razložila. Ok. Ja, no, pozdravljeni še z moje strani, sem Špela, tako da bom še jaz malo iz tega vidika povedala. V glavnem, tukaj smo dali zdaj en primer tega v bistvu snemalne predloge oziroma snemalne knjige. Kot vidite, je lahko to čist nekaj enostavnega s temi enostavnimi možici, to je dejansko neka vizualizacija vaše zgodbe, vaše ideje, da si predstavljate vi in pa mogoče osebe, s katerimi delate, sodelujete, karkoli, da imate neko idejo, na kateri lahko potem delate. Tukaj si lahko spodaj recimo napiše tudi neko kratko besedilo, kakšne ideje, večina besedila pa mišljena, da gre dejansko v ta skript oziroma scenarij. Zdaj, če se pomaknemo naprej, je pa tukaj vaša naloga in sicer to bo, da vas bomo razdelili v skupine. In potem bo vsaka skupina izdelala svojo zgodbico in to nekako vizualizirala. Zdaj ne bomo ocenjevali vaše stopnje likovnosti in risanja, tako da bo čist vaša ideja, vaše avtorsko delo. V glavnem je pa ideja takšna, da si boste spomnili neke zgodbice, na vrh boste napisali nek naslov videa, kdo bo vaša ciljna publika, tipični gledalci, kaj bo vaša ideja, kaj bi želeli sporočiti gledalcu, se pravi nekaj čisto enostavnega, ker to bo kratka vaja. In potem boste pa spodaj, lahko greš na naslednjega, boste pa spodaj v bistvu takšno kratko snemalno predlogo. Zdaj lahko je to, ne vem, 3 do 6 slikic, ne rabi biti nekaj zelo dolgega, ampak ključno je to, da si vi dejansko zastavite, da ima nek uvod, neko jedro in nek zaključek in to vizualizirate, kako bi vi to predstavili. Pa pomislite na to, kako bi to dejansko, ali bi to vi, ne vem, risali, uporabili animacijo, ali bi posneli, ali bi mogoče s fotografijami, tako da to tudi malo že razmišljate vnaprej, in si dejansko zamislite neko zgodbico. Zdaj, tema je čist po vašem izboru, se boste v skupini dogovorili, naj bodo čim bolj zanimive oziroma inovativne.
Tako da to boste potem oddali v Padlet na naslednjem slajdu. Tukaj si lahko mogoče že kdo iz vaše skupine tole kodo skenira, ker potem, ko boste v breakout roomih, se ne bo videlo več tega slajda. Bomo pa dali tudi link noter na Padlet, tako da boste lahko od tam dostopali. Zdaj, kot sem omenila, bo to delo v skupini. Vzamite si en list, zdaj, kdo bo risal izmed vas, to je čisto na vas. In pa se skupaj kot skupina zmenite za zgodbo, kako boste to vizualizirali in pa nekako skicirajte to vašo idejo. In ko boste konc, dali vam bomo približno 20 minut, po mojem bi mogli biti nekako zadosti, pa potem to vašo fotografijo samo s telefonom slikate oziroma tukaj uporabite, imate na sliki tale gumbek plus in naložite to sliko na Padlet. Bi pa še opozorila na to, da dajte napisati na vrh ime vaše skupine oziroma številko vaše skupine, pa hkrati si zapomnite številko breakout rooma oziroma skupine, ker boste potem se mogli v drugem delu naloge še nazaj povezati. Tako da vas bomo zdaj razdelili, skupine bodo čisto naključne, tako da vso srečo, pa me veseli, oziroma bomo videli, kaj bo nastalo na koncu. Ok, ura je 5 do, upam, da smo vsi spili svojo kavico oziroma si jo skuhali, da imamo tukaj poleg računalnika. Zdaj... Ok, bomo šli pa pogledati malo še tele, čisto na hitro, če ima vsaka od skupin, če ima slučajno kaj za dodati, mogoče predstavi ostalim nam gledalcem svojo zgodbo na hitro. Tako da prva je aktivne počitnice od skupine 2. Tako da če so člani tukaj, mogoče lahko kar na hitro eden izmed članov nekaj pove. Ok, bom potem jaz. Mi smo si zamislili pri prvi sliki, da se je pač ta video namenjen otrokom, zdaj ko imajo počitnice, ki se dolgočasijo doma, igrajo igrice na telefonih in na računalnikih in potem se jim pač prikazujejo ti oglasi in na oglasu dejansko vidijo video z vabilom, da se pridružijo aktivnih počitnic, se pravi, da grejo ven iz domačega okolja in potem na tretji sliki se pravi, se to izvaja, se pravi, da pridejo v telovadnico oziroma pač tam, kjer bo ta dogodek potekal. Ok, super, hvala. To v zdajšnjih časih je zelo popularna tema, sploh v naših teh Zoom sestankih in pa zdaj v sončnih dnevih, ne, tako da super. Potem imamo skupino 4, informativni dnevi na MFDPŠ. Ok, lahko jaz povem? Ja. Ne, kar. Ok, no, informativne dneve smo pač rekli, da bi na zanimiv način predstavili ta študijski program, da je pač prilagojen tudi za zaposlene, da se da študirati nekaj nadaljavo, tudi pač študij na fakulteti, možnosti študijskih izmenjav, pa na koncu še pač kakšne so možnosti za zaposlitev. To je to. Ok, super, hvala. To je, če boste to realizirali, bi bilo verjetno še za MFDPŠ zelo super reklama. Tako da, ok, hvala. Naprej imamo skupino 7, čisti zobje, žive ribe. Ja, evo. Mi smo bili kar v dilemi, mi smo začeli s čevapčiči pa s kavo na Baščarši, potem smo pa pristali v drogeriji. Verjetno zaradi projekta, ki se zdaj izvaja, kjer obravnavamo različne tematike na vsebine mikroplastike, mi smo v bistvu naredili en filmček, v bistvu kako v poplavi vseh izdelkov, ki nam jih ponujajo trgovinske police, zbrati na tako okolju prijazno, da se lahko odgovorno odločimo za kozmetični izdelek, mogoče zobno pasto, gremo v trgovino, vidimo, polna police, kaj pa v bistvu zbrati, kaj pa je zdaj tista prava izbira,
pa obrnemo embalažo, pa vidimo sama zahtevna imena, pa nič ne razumemo, ne? Pa nas en zaskrbijo, kaj se pa s temi stvarmi zgodi, ko potem prek vode, ki se spira v morja, v reke, ne, tukaj strupenga, ne, in pač ne vihta v glavi, kaj zdaj, ne vem, ne, pa dajmo pogledati, uporabimo različne, ne vem, podatke, malo pogooglamo in se pač na podlagi teh informacij odločimo in pač naši zobje so potem v nekaj čisti, rive, zdrave, tako da super, ne, če se znamo pravilno odločiti pri uporabi nekih kozmetičnih izdelkov. Ok, super ideja, sploh za ta projekt. Če bo kdo nadaljeval s tem, lahko to spremeni komot v video za tekmovanje, tako da kar... To bo naš video, naše skupine. Zdaj se hecam, ja, seveda. Ja. Ok, tukaj imamo potem skupino 3. Ja, jaz sem v bistvu tukaj pač potek dneva naredila v bistvu koliko plastike tudi v našem pač vsakem dnevu, ko, ne vem, že 3 spijemo kavo, se peljemo v službo, smo v službi, kosilo in pač je veliko plastike nas spremlja čez cel dan. Ja, super, ja, res je ta problem plastike, ker globok, kot smo tudi že na naših webinarjih obdelali. Tako da ja, super ideja, gremo kar naprej. Je še eden po mojem, imamo pa Elza. Ja, to je bila naša ideja. Navezovala se je na temo pusta, ker si je pač ena deklica želela biti Elza 2 za maškore in je mamica rekla, da imamo že od lani to oblekco za Elzo 1, ampak punčka je pa hotela imeti oblekco iz Elze 2, ki je rozaste barve in je potem prosila mamico, če lahko kupi to drugo roza oblekco in je pač mama tudi pač privolila temu. No. Ja, super, taka domišljijska, pravlična zgodbica. Sem pa videla, da ste zgoraj tudi dodali, da bi to animacijo delali, tako da to bomo potem še malo pogledali. Potem imamo pa tukaj skupino, v bistvu ni skupina 1. Ja, skupina 1. Ok, kar lahko. Ja, mi smo pač študirali, da bi naredili pač gledalci, da so otroci in smo naredili nek poučen video, v smislu, da je pač lepo imeti prijatelje, ki pač si delijo stvari. Na prvi sliki naj bi bil zajček, ko je sendvič in pol na drugi naj bi bil piščanček, ko pač joka, da bi on tudi in pol mu pač on da in sta oba dva na koncu pač vesela. Super, zelo vzgojna zgodbica, zelo simpatične figure. Ok, potem imamo pa še zadnjega, uporaba zaščitnih sredstev pri delu v laboratoriju. Ja, to bi pa jaz predstavila. Jaz sem pozabila sicer, v kateri skupini sem bila, imela sem nekaj težav vmes, ampak predstavila bi en video, recimo ali pa eno animacijo, kako pomembno je, da si v laboratoriju pri delu pač zaščiten z raznimi zaščitnimi sredstvi. V prvem nizu teh slikic predstavlja, kako v laboratoriju ne smemo delati, zato ker lahko pride do nesreče, in v drugem primeru tale pajacek je zaščiten v zaščitni plašč in zaščitena je tudi delovna površina. Skratka, kljub temu, da je eksperiment malo nevaren, da nekaj poči, je tale izvajalec eksperimenta bil zaščiten in je preživel, recimo. Super, super ideja. Vsi videi so zelo, moram reči, da so zelo raznoliki, poučni za več generacij in več populacij, tako da res super. Hvala za sodelovanje. Bomo potem še to malo nadgradili v naslednji nalogi, zdaj pa bomo šli kar naprej z orodji v bistvu za izdelavo posameznih sestavin videa. Kratka, zdaj imamo na nek način celo sliko, kaj bi mi želeli s svojim videom prikazati, sporočiti, prepričati. Imamo določene scene, zdaj gremo pa naprej, zdaj moramo pa se lotiti, bi rekel, izdelave vseh teh scen, iskanja virov, iskanja, bi rekel, tistih sestavnih
delov, da bi nekako čim bolj tisti naš načrt speljali. Zdaj bomo par pristopov omenili, s katerimi lahko pridemo do tistih majhnih sestavnih delčkov za naš načrtovani video. In kot prvo bi pač omenil, in to se mi zdi, da najbolj pogost vir teh naših sestavnih delčkov so videi, ki jih posnamemo, bodisi s kamero, čeprav po moje danes kamero še redko kdo snema, digitalno kamero, več ali manj uporabljamo telefone. Telefoni so danes izjemno napredovali v tej, smeri digitalne fotografije, digitalnega videa. Jaz bi mogoče tlele en mali video pokazal, to so zdaj 2-3 minutke videi, so v angleščini, ampak z slovenskimi podnapisi. Zopet govorimo o Canvi, skratka gre za izdelek, ki je narejen v Canvi. O tem bomo še kasneje govorili. For successful phone recording, some pre-preparation is also required. Before recording the video clip with a phone, we first prepare and arrange a suitable workspace. It is wise to use a smartphone stand, as it will be easier for us if we do not hold the phone in our hands or chase it around the table while recording. Let's prepare a quiet corner for recording, which will allow us quality sound without interference from the surroundings. These disturbances are, for example, the hum of the refrigerator, air conditioning, TV from the next room, cars driving past the house, a dog that needs our attention, and so on. It often helps to close the door of the room where we are filming. It is good to record a short test video at the beginning to see if the sound and the picture are appropriate. There will be less bad mood if we find potential problems during the test 2-minute recording than when we have already recorded the whole 2-hour video, for example, without a microphone switched on. Yes, this also happens. Let's pay attention to the light. It is better natural, if possible. So, let's record during the day. Avoid too dark or enclosed spaces. But, on the other hand, too much light is often also annoying. We should also arrange the background scene in the recording, as a messy one entirely distracts the viewer. When recording, always place the phone in a horizontal position, as the final video is also horizontally positioned. Do not record in portrait position unless you do it on purpose. If we feel that we will have problems with stage fright, we can write the text in advance, and then read it easily. Several applications help us with this issue, and show us our text on the screen during recording. I am speaking about so-called teleprompters. The choice is vast, and they all work about the same. I usually use the Speechway app on my phone, which can be found in the Google Play Store. Its use is for free. If you already have the text ready and saved in a Word file, you can easily drag it into the application. You can also set the speed of text movement, font size, and other essential features. In the Microsoft Online Store you can also find several teleprompters for your computer. And now, a few words about the camera settings on the phone. The camera should always be set to HD video, 16:9 resolution, with a resolution of 1920x1080, at least 25, and even better, more frames per second. Most of the other settings can be kept as automatic as the phone offers. Dobro. Skratka, tle na desni sem tudi naredil povzetek tega videa, na kaj velja nekako biti pozoren, urejeno mirno okolje, tudi tisto, kar je notri v videu omenjeno. Skratka, če se snemamo recimo samega sebe ali nekoga drugega, je tudi pomembno, kaj je v ozadju. Če imamo knjižne police, je zelo lepo, če so te knjige lepo zložene, ker sicer, tisti gledalci prvo zadevo, ki jo opazijo, vidijo tisto neurejeno okolje. Svetloba je tudi pomembna, v svetlobi bo pol še kasneje mogoče Špela kaj povedala, v videu smo rekli, da je bolje snemati podnevi. Bistveno boljša slika je v videih, če je video posnet podnevi, kot pa če to posnamete zvečer. Vedno skušajte snemati na tak način, skratka, da imate telefon v tej obliki, skratka, v vodoravni obliki,
ne v navpični. Razen, če nimate res nekega skritega namena v ozadju, ampak tudi vsi zasloni in računalniški, vsi ostali so, bi rekel, takšnega formata. Ne bodi si 16:9, bodi si 4:3, ampak vodoravnega formata. Ker sicer je neizmerno težko tiste videe, ki ste jih posneli v navpičnem formatu, nekako inkorporirati v, bi rekel, tisti video, ki ga vi sestavljate. Kakovost slike je fino, da je dovolj dobra, običajno je to HD, high definition, in običajno razmerje je 16:9, skratka vodoravno 16 in 9 je pač višina, to je razmerje. Običajno se to razmerje uporablja. Lahko je tudi kakšno drugačno. Zoom večinoma to uporabi, ko posnamete recimo Zoom video, čeprav občasno so ta razmerja malenkostno drugačna. Zelo fino je uporabljati stojalo. Zdaj, lahko tudi prislonite to ob kakšno steno ali karkoli, samo je velika verjetnost, da zadeva vseeno ni dobro usmerjena ali pa da se tekom snemanja malo telefon pade, pozicija spremeni in imate pokvarjen posnetek. Ta stojala so zelo poceni in prav pridejo, skratka prav pridejo. In omenjen noter je bil tudi teleprompter. Recimo jaz nisem nek velegovorec, ki bi bil zmožen vnaprej, v glavi razmisliti, kaj bom 20 minut govoril in potem govorim 20 minut brez tistim pa podobnih zadev, nisem tega zmožen narediti. Sem pa izjemno, bi rekel, znam pa zapisati zadevo. In jaz običajno, če sem samega sebe snemal za kakšen video, skratka en delček video, recimo je moj nastop, sem si vedno pred tem govor napisal, tudi zato, da sem, bi rekel, bolj fokusirano govoril. Ker če govorimo kar tako, potem se utegnemo zelo razvleči, skratka utegne biti zelo časovno, bi rekel, neučinkovit tisti videoklip. Skratka, dolgo časa traja in malo informacij sporočimo. Zato je bolje tisto, kar želimo povedati, zapisati in potem lahko uporabimo teleprompter, ne vem, kako se temu reče, boben, skratka programček, ki vam, ko recimo se snemate s telefonom, vam predvaja na zaslonu besedilo, ki ga govorite in se tako počasi vrti tisto besedilo. Vi gledate v telefon, natančno dejansko v kamero, berete in govorite. In se dejansko ne opazi, da govorite. Teh aplikacij je cela vrsta, zastonj so več ali manj. Lahko imate pa tudi na računalniku teleprompter in se snemate s pomočjo računalnika. In nekako svetujemo tudi preizkus, skratka, da preden to zadevo dejansko uporabite, nekje v nekem okolju, da preizkusite, ali je vaš posnetek boljši, ali je dovolj dober ali ni dovolj dober, da se ne bo kasneje, bi rekel, vaše delo podvajalo. Druga sestavina, ki jo lahko uporabite pri kreaciji vašega videa, je govor, voice, pripovedovanje. In tlele v tem videu bom samo nakazal, na kakšne načine mi lahko ta voice, ta govor ustvarimo. Voice is an essential part of multimedia. For example, when producing a video, pieces of voice can be added to the video in the same way as visual elements, such as images, video clips, PowerPoint slides, and similar. So, let's see how the voice can be actually added. The primary sources of the sound and narration that could be added to a video are the video clips themselves, the applications that convert the text to voice, voiceover as adding voice to existing videos, and of course, the use of dictaphones and smartphones as simple sound recorders. This is the easiest way to record the voice. You can record the video together with the voice with either your phone, camera, or your computer. The quality of sound depends on the quality of the microphone, which can be internal, built into the device, or external. For good enough sound quality, the internal microphone of, for example, a smartphone is entirely appropriate. Text can be transformed into the spoken narration by various software solutions. Several applications that may be used for this purpose are free, however, the majority are not.
I usually use an application that may be acquired in the Microsoft Store titled Text-to-Speech and MP3. In this example, I am using this application. As you can see here, you just copy your text, play it to check whether everything is okay, and save the narration as an MP3 file, which you can later embed into your video. It is worth to mention that if you want to use the voice in your Canva video, you should first transform the MP3 file to MP4 and then use this one. Application for converting MP4 files to MP3 files can be found on the internet. Most applications for editing videos also include the functionality of voiceover. Voiceover means adding voice, narration and other sounds to an already existing video. The narrator should consider the limitations of timings, quality of microphones, the noise of surroundings that may affect the quality of the recordings, and similar. A straightforward way of creating audio clips is also recording the sound with a dictaphone or phone. Many phone applications turn your phone into a dictaphone. One of the examples is Simple Voice Recorder, available in the Google Play Store. In the case of recording audio on your phone or dictaphone, the created audio files have to be copied to your computer and, if necessary, converted into an appropriate format such as MP3 or MP4. Skratka, glede zvoka, tako kot je bilo video omenjeno, lahko posnamemo zvok skupaj z videom, skratka s telefonom ali računalnikom in hkrati posnamemo tudi zvok. Zdaj, kakovost zvoka je lahko, če gre za interni mikrofon računalnika, nekoliko slabša. Zelo fino je imeti, bi rekel, nek eksterni, relativno kakovosten mikrofon, medtem ko telefoni sami imajo relativno dobre mikrofone, tako da se da zelo dober zvok posneti. Lahko tudi pretvarjamo tekst v govor. Jaz sem vam recimo v vseh teh videih, sem vam to na nek način ponazoril. Vseh teh videih, ki ste jih do zdaj gledali, ki smo jih mi sproducirali znotraj raznih projektov, zgeneriramo angleščino s pomočjo računalniškega programa. Ti računalniški programi so zastonj dostopni recimo v Microsoft Online Storeu, trgovini Microsofta, ampak zastonj, in običajno uporabljajo glasove, ki generira Microsoftova umetna inteligenca. Za slovenščino, na primer, obstaja en glas, moški glas, Lado mu je ime, za angleščino imate cel kup glasov, imate tudi različne tipe angleščine, lahko imate britansko angleščino, kanadsko angleščino, ameriško angleščino, jaz tukaj malo kombiniram ameriško angleščino in britansko angleščino, lahko tudi karibsko angleščino uporabite, indijsko in tako naprej, španščino, skratka, praktično vse jezike lahko pokrijete. VoiceOver je tudi uporaben, recimo imate že video posnet, slika se vam zdi v redu in potem pač presnamete svoj lasten govor preko te slike. Večina aplikacij urejevalnikov video to omogoča. S tem, da je tle malo težava zaradi tega, ker morate res paziti na timing. Video je že posnet in imate, ne vem, minuto in 6 sekund časa in morate dejansko tisto besedilo na nek način stlačiti v tisti čas, kar utegne biti nekoliko težavno. No, glede teleprompterja sem pa že, bi rekel, omenil prej. Zdaj, jaz bi še eno zadevo omenil, preden se, mislim, da s tem nekako zaključimo, še par malenkosti potem. To je pa zdaj to, kar ste vi rekli, da najmanj uporabljate. Snemanje računalniškega zaslona. Mi naši videi, ki smo jih do zdaj pač sproducirali in teh je bilo kar nekaj znotraj raznih projektov, precej uporabljamo tudi snemanje računalniškega zaslona, različne aplikacije uporabljamo, ampak dajmo si pogledati tale kratek video. Capturing and recording a computer screen is easy and very useful for creating a video, especially if you want to explain and visualize a procedure done on a computer.
We often want to record what is happening on our computer screen or share our screen. There are a multitude of different applications for screen capture, both free and payable. Many of payable applications allow a free version, which always has some limitations, such as the limited length of an individual clip, watermark, and similar. The prices of the applications are very different. For most of them an annual subscription is required, but somewhere it is also possible to pay once for a lifetime license. There are also very different options that individual applications offer. Some only allow you to capture a screen, others also act as video editors. The range of applications is constantly changing, as are the characteristics of individual recorders. So, it's best to take a look at what we have available at the time when we decide to use an application, or to buy one. Known screen capture applications include the following: Wondershare Demo Creator, My Screen Recorder Pro, Flashback, Screencast-O-Matic, Screencastify, Loom, and many more. And as I already mentioned, check also the Microsoft Online Store. There are also some applications, some of them even for free. Before we decide to buy, let's review what the individual application offer, what we actually need from it, and what is the price of the application. I use the Screencastify program to capture the screen, which gives me everything I need. I can record the screen, use various tagging tools during recording, crop the clip at the beginning and end, save it to Google Drive and finally export it as a video in various formats like MP4, GIF, MP3. I can also edit clips, combine or split individual videos, add text and more. If we are going to use our videos as a part of a serious promotional or educational offer, it is definitely highly desirable to use such an application that allows us to produce videos without a watermark of any kind. As a result, we are quite limited in our use of free applications. Most likely, we need to use one of the paid applications. Dobro. Ja, se pravim, jaz recimo uporabljam nek nabor aplikacij. Se ne rečem, da so morda najboljše, ampak imam določen nabor, precej od njih je zastonj, zastonj brezplačnih, za določene plačujem mesečno, neke zneske oziroma plačujemo mesečne pristojbine, določene računalniške programe sem pa v preteklosti celo kupil, ampak za relativno nizke zneske, recimo Filmora, Wondershare, ki bomo kasneje uporabljali, urejevalnik besedil, relativno dober besedil, urejevalnik video, recimo njegova cena je približno 40 € doživljenjsko, tako da ne gre za neke zelo velike zneske. Jaz bi mogoče tle predal še Špeli besedo, da mogoče v kakih drugih koristnih orodjih, ki se jih uporablja, morda spregovori. Ja, tukaj smo v bistvu vam tak čist kratek seznam nekih, nekateri so brezplačni, nekateri pa tudi ne, orodji, ki jih lahko uporabite. Zdaj, kar se meni zdi osebno najbolj uporabno, sploh za produkcijo takšnih videov, so te knjižnice z grafičnimi materiali in videi, sploh brezplačne. Recimo Pixabay je popolnoma brezplačen, imate gor recimo fotografije, tudi posnetke. Nedolgo nazaj so mogli dodati tudi glasbo, ker je pač, sem jo nazadnje našla. Potem tudi Mixkit recimo je popolnoma brezplačen in ga jaz tudi največkrat uporabljam. Imate pa nekatere materiale tudi vključene že v programih oziroma orodjih, s katerimi editirate recimo videe, recimo Canva je takšen program. Potem imate tukaj knjižnice z glasbo, nekatere so na voljo na YouTubeu, pa potem, kot sem že omenila, recimo Mixkit, Pixabay tudi. To so res brezplačne glasbe, to je res, bi jaz rekla, da en izmed ključnih poudarkov, ki ga lahko tukaj naredimo, da res pri glasbi se pač ne hecati, ne kršiti avtorskih pravic, ker enostavno odrežejo zvok in video ni več uporaben. To pač je v bistvu najslabša stvar, kar se lahko zgodi, no, sploh če se trudite z videom in urejate, ne vem, z ritmom, karkoli in potem pač zvok enostavno zgine. Potem imamo tukaj recimo tudi za animacije, bomo tem še orodja
pokazali oziroma povedali. Tega je res malo morje, tako da si vsak lahko najde kaj, kar mu odgovarja. Potem imamo tukaj še za kompresiranje grafičnih datotek, recimo TinyPNG, v bistvu zmanjša velikost vaših fotografij na čist malo, tako da pa neke minimalne posege naredi oziroma minimalno opazimo, da se dejansko je skompresirala datoteka. Potem pa pogosto uporabljamo tudi kakšne pretvorbe, recimo MP3, MP4, PDF v JPEG. To lahko naredimo v kakšnih programih, recimo Adobe ima kakšne takšne programe, drugače pa tudi online se to zelo pogosto nahaja. Tako da to je Google, vaš najboljši prijatelj in pač najdete čist vse v bistvu. Jaz bi dodal samo še ta transkripcija, tukaj ta tretja alinejca. Jaz to precej uporabljam, se Anja to po moje je zaznala. Mi smo recimo znotraj nekega projekta, znotraj mikroplastike posneli webinar na slovenskem jeziku. Potem smo uredili transkript, to pomeni, pridobili smo tekstovno datoteko z, bi rekel, tem, kar je bilo izgovorjeno v slovenskem jeziku. YouTube tega ne omogoča, za slovenski jezik tega ne omogoča, zato pač uporabljamo nek program, jaz v tem primeru je to Transcribe by Govorili, ki je plačljiv, ampak zneski so majhni, ki vam relativno korektno govorjeno besedo, zvok, bodisi video, bodisi zvokovno datoteko, pretvori v besedilno datoteko, lahko tudi neposredno v podnapise. In potem, ko enkrat imate besedilno datoteko v slovenskem jeziku, jo zelo preprosto prevedete v angleščino, lahko uporabite v Google Translate, in imate pa zelo kratek korak še do ustvarjanja podnapisov, naprimer angleških, v video, ki je sicer v slovenskem jeziku. Tako da zgolj naše izkušnje tukaj razlagam. Zdaj smo pa prišli do drugega dela vaše naloge, to bo čist kratek del, čist v bistvu samo malo v razmislek, da bi dodali tej vaši do zdaj izdelani zgodbici in vašim scenam, bi pa dodali oziroma razmislili o tehničnih vidikih vaše izdelave, recimo, ali bo to animacija, nekateri ste že celo že dodali, ampak samo tako, da boste potem malo predstavili, ali bo to animacija, ali bo to video posnetek, bo to nek kolaž fotografij, bodo to, ne vem, grafike, karkoli, ali bi imeli v ozadju mogoče kakšen zvok, bo kakšen zvočni efekt, ne vem, kakšen cigljanje, kakšnih zvončkov, ne vem, padanje dežja, karkoli. In pa mogoče kakšno orodje bi pa dejansko vi uporabili, da bi to, ne vem, ali bi snemali s telefonom, bi mogoče imeli prav kamero, ali bi to animirali. Lahko pa tudi razmislite o animiranju prehodov, se pravi, ne vem, a se poslajda, ne vem, desno, levo, ko čist vaša domišljija, pustite si prosto pot, samo malo razmislite, bomo odprli tele breakout roome za 5-10 minut, mogoče čisto, da na hiter malo razmislite in boste potem samo po skupinah na kratko predstavili, kaj ste si v bistvu zamislili, čisto na hiter. Bomo šli samo zdaj čisto na hiter čez tele vaše slikice, pa mogoče besedo dve doda vsaka skupina. Imamo dvojko. Mi smo se odločili, da bomo imeli vse animirano. Dodali bomo, se pravi, animacijo, pa zvok, pa dejansko pač besedilo, tam v drugem delu, ko jih vabimo na te počitnice. Super, hvala. Kar naslednji lahko. Informativni dnevi. Ja, mi bi naredili kombinacijo večjih načinov in sicer snimali bi s kamero, zadaj bi imeli neko catchy glasbo, da si zapomnimo ta video, imeli bi nekaj direktnega govora, kjer bi se nekoga snimali, vmes med scenami bi bile animacije, pa na koncu bi v bistvu uporabili nek kolaž slik, zadaj bi pa v bistvu študent pripovedoval o svojih izkušnjah na Erasmusu. Super, odlično. Kar naslednji. Mi bi pa
posneli ta filmček kar s telefonom. Sicer ja, najbolj privlačne se nam zdijo animacije, ampak glede na zahtevnost, verjetno je bilo smiselno s kakšnimi slikami, pa mogoče s kako mini animacijo vmes ne bi imele govora, bi imele samo glasbo in v teh slikah, ki bi drsele ali pa se pač menjavale, ne vem, bi bil tekst bolj v oblačkih kot nek strip ali pa ne vem, bi se z tega zapeljal, no, tako da bi v bistvu bila samo glasba. Aha, super, ja, animacija je v bistvu nekako najbolj zahtevna izmed vseh oblik teh videov, ampak če imate čas in voljo, se vse da. To je vedno problem, ko časa zmanjka. Ok, imamo skupino 3. Ja, v bistvu bi pa tukaj lahko kot tudi s telefonom posnel neki video, v bistvu, ko se nekdo zjutraj vstane, gre v službo, pa bi mogoče potem bili od spodaj napisi, pač, ne vem, nekaj na to temo. Ok, super. Ja, potem bomo pol predstavili, oziroma bom jaz predstavila malo ta orodja, tako da mogoče se boste že videli v kakšnem izmed njih. Imamo potem skupino Elze. Mi smo že prej rekli, da bi imeli animacijo, pa mogoče neko tako glasbo ozadje, pa da bi te mama in hči dejansko govorili, no. Posnet glas. Ok, super. Pa imamo še dve skupini imamo. Skupina 1. Ja, mi bomo imeli oblike animacije, pol smo se odločili za pač neke občasne zvočne efekte, ne bo govora, glasba na začetku, pač v uvodu pa v zaključku. Ja, to. Ok, super. Pa še eno. Ja, se moram oglasiti, ampak zdaj sem imela nekaj težav, vmes mi ni bilo, tako da malo slišim, kako bi to realizirali tole, ne. Torej najverjetneje za kakšno animacijo, za kakšnim zvočnim efektom v ozadju, tako. Ok, super. Hvala, to je bilo tako čisto na kratko, ampak dejansko, ko imamo ta proces narejen, je to že velik del narejen v bistvu. Potem se samo še lotimo in to posnamemo. Največ je vredna ta ideja in dejanska zasnova. Da gremo pa še pogledati v bistvu majčkeno to programsko opremo za v bistvu obdelovanje videoposnetkov. Se pravi, v bistvu, kaj zdaj, ne? Zdaj imamo mi celo kopico nekih idej, nekih posnetkov, nekih fotografij, nekih audioposnetkov in zdaj moramo to mi dejansko združiti v neko smiselno celoto. Zato že, kot sem tudi že prej omenila, obstaja res neko malo morje nekih programov, čisto za vsakega se nekaj najde. V bistvu pa vsi temeljijo na nekem osnovnem konceptu časovnice in je časovnica ponavadi ločena na sliko in na zvok in potem se ureja ločeno sliko in spodaj zvok, če ni zvoka, pač ga ne urejamo, ne. Ampak najbolj je pa to pomembno, da dejansko sledimo zastavljenemu načrtu in da tako pridemo zelo dokaj organizirano in po takem mernem postopku do dobrega rezultata na koncu. Zdaj, en izmed teh programov, zdaj prvo imamo te semi-profesionalne programe, bi tako rekla, je OpenShot. To je popolnoma brezplačen program, si ga samo naložite in je zelo dobra alternativa v bistvu profesionalnim oziroma semi-profesionalnim plačljivim programom. Ima noter nek nabor nekih prehodov, nekih naslovov, besedil, vidimo tukaj in tudi na posnetku, en čisto enostaven tutorial je tukaj, vidimo spodaj, bom jaz takole vklopila, tukaj vidimo, se pravi, dve časovnici, imamo, se pravi, tukaj je slika in zdaj on v bistvu tukaj editira premike. Premike tukaj ima naslov in ločeno ureja naslov in ločeno ureja sliko. Se pravi, slika se predvaja oziroma posnetek se predvaja v ozadju in on ureja zdaj naslov. In tako lahko nalagamo plasti in plasti, dodamo še zvok in na enak način režemo, dodajamo, vtišamo, ne vem, karkoli urejamo tudi zvok. Tako da ta program je zelo v bistvu enostaven za uporabo, zelo tak intuitiven je, se mi zdi,
Enostavno si tukaj noter naložimo vse posnetke in material, ki ga rabimo in ga pač potem obdelujemo. Takole, pa če gremo zdaj, takole. Tale naslednji program je pa plačljiv, to je Adobe Premiere Pro. Tega načeloma tudi sama uporabljam. Takole. Ampak je plačljiv, tako da je OpenShot dobra alternativa, samo toliko, da malo predstavim, kako se to dogaja. Zdaj tukaj dejansko reže video posnetek, ki ga bo uporabil in ga bo dal ponovno na časovnico. Tukaj se prilagaja se časovnica glede na obliko in tehnične specifikacije našega videa, se pravi, lahko urejamo čist karkoli, tudi slow motion recimo se lahko prilagaja in ima neomejeno možnosti. Pri tem programu bi rekla, da je v bistvu ena izmed večjih prednosti tudi ta, da obstaja na internetu ogromno nekih templateov oziroma vzorčnikov, nekih prehodov oziroma zelo izdelanih sestavin, ki jih lahko uporabimo za naše posnetke. In potem to sestavljamo, zdaj več, ko uporabljamo, bolj znamo ta program uporabljati, samo je pa kar zahteven. Zdaj bi pa predstavljal v bistvu primer videa, ki je bil izdelan v tem programu. Je bil pa izdelan dokaj na hitro, tako da ni zdaj nek profesionalen video, ker je bil narejen znotraj enega izmed projektov, tako da ga bom kar zavrtela. Takole bomo šli naprej. V glavnem, ta video je bil narejen v Adobe, vidimo, da so bili taki prehodi oziroma so bile plasti, besedila, slike, kombinacije in vse. Potem imamo pa tukaj v bistvu podobno, vendar drugačno Canvo. Canva je pa v bistvu zelo primerna čisto za vse, na zelo enostaven način dobimo zelo lepe videe. Tudi prejšnji videi so bili že izdelani v Canvi, ki smo jih prikazali v tej delavnici. V bistvu imamo neko brezplačno različico in pa pro različico, temelji pa na sestavljanju po principu drsnice. Prav vidimo, da se sestavljajo slikice, drsnice in potem se prehodi med drsnicami animirajo in potem tako nastane video. Lahko seveda noter vstavljamo svoje video posnetke, ima tudi veliko zbirko že nastalih oziroma že posnetih video posnetkih, ki jih lahko uporabimo, prav tako imajo vključeno glasbo, nek nabor in potem se to samo sestavi, ima tudi, zdaj so v novem updateu se lahko uporablja tudi več različnih glasb, več zvočnih efektov, včasih je bil samo en čez cel video, tako da to so zdaj nadgradili in je pa res enostaven za kogarkoli, tako da to, če ste začetniki v izdelavi videa, je to res zelo priporočam, tako da imamo pa tukaj le primer videa in sicer tega je pa izdelala ena gospa, ki je prvič v življenju se ukvarjala z videi, tako da to je njen posnetek, ki je izdelan v Canvi, tako da dajmo pogledati en delček. Nevid Sanford, a renowned expert professor of ethnic studies at the University of California, suggested that students learn best when they are both challenged and supported. Activities such as music and dance or interscholastic team sports all improved students' opportunities to increase one's self-esteem and investment in extracurricular activities had been beneficial to lots of alumni's initial job searches, and the social networks made at university had been either directly or indirectly linked to their current career paths, given that they had more life and work experience to support their applications. Smo videli v bistvu, kako je to
zelo v bistvu lep video z principom drsnic, ki v bistvu so samo prehodi in pa napisi, tako da to se sestavlja tako kot pucli recimo, ne? In je zelo enostavno. Potem pa za tiste, ki pa ste si izbrali zdaj animacijo, imamo pa tukaj tudi ogromno nekih programov, ki jih lahko uporabimo, med drugim sta to Toonly in Doodly. Oba dva sta plačljiva sicer, vendar pa omogočata, v bistvu imajo že izdelane figurice in predmete in potem se samo animira prehode in pač se na dokaj enostaven način dela animacijo. Ker vemo, da pač pravi animacijski programi so takšni, da se dejansko riše na roko sceno po sceno in to traja in je zelo časovno zamudno. Tako da tukaj imamo pa zelo poenostavljen proces, da če koga zanima, potem recimo Doodly je to, da se riše z roko in pa Toonly, da se v bistvu so animacije. Would you believe me if I told you that eating just one apple would make you healthy? Takole Doodly What about if I izgleda, said da that going riše for z a roko single v bistvu jog celo would keep you zgodbo. fit for life? Probably not, right? It's no secret that consistency In is potem je key. pa tukaj le še ista Would you believe me if zgodba I told you that kot eating just animacija. one apple would make you healthy? What about if I said that going for a single jog would keep you fit for life? Probably not, right? It's no secret that consistency is key to keeping your body in tip-top shape. Well, guess what? The same can be said for your digital presence. Ok, tako samo malo za okus. Dejansko je pa treba vsak predmet, ki ga mi se odločimo uporabiti v animaciji, mu je treba zdefinirati pot, premikanje, vse. Tako da to zna biti kar časovno zamudno, sploh če si zastavimo nek daljši video. Tako da to je malo za razmisliti. Ok, potem sem pa tukaj našla še Animaker, ki je pa tudi obstaja brezplačna različica, kjer v kotu potem ostane njihov logo, ampak za kakšne kratke videe oziroma ne profesionalne videe je to čist ok. Ima pa tudi nek nabor, tukaj vidimo figurce, ki jih potem postavimo v polje in potem mu definiramo gibanje oziroma kaj bo ta figurica dejansko delala na zaslonu. Imajo nek nabor že izdelanih, se pravi, ta figurica hodi, maha, joče, karkoli in potem takole pomikamo po polju, glede na časovnico in si zastavimo, v bistvu potem na koncu imamo takšen video, ne. Relativno hitro je to narejeno, ker imajo že definirane tudi neke gibe. Ok. Potem imamo pa tukaj še izdelavo videov s PowerPointom. To je pa, bi rekla, zelo enostavno za kakšne predstavitve, karkoli, kjer imamo drsnice izdelane v PowerPointu, omogoča v bistvu to, da se sami sebe posnamemo, lahko imamo sliko vključeno, lahko ne, lahko jo premikamo po zaslonu in potem to PowerPoint avtomatsko snema vse naše gibanja, premikanje drsnic in to na koncu izvozi v MP4 oziroma video file in ga lahko potem uporabimo. To je zelo, v teh naših projektih je bilo dostikrat uporabljeno, izgleda pa potem takole video. Herzlich willkommen zu unserer Trainingsreihe für die Abteilung INP. Mein Name ist Simone und ich werde von Bedeutung. Drittens, welche Dokumente sind für INP von Bedeutung? Viertens, was ist im FS2-Server beinhaltet? Fünftens, Zusammenfassung. Und als sechsten Punkt eine Verabschiedung und die Überleitung zum nächsten Trainingsthema. Ok, tako da vidimo, v bistvu tukaj je oseba je v kotu spodaj in potem se drsnice pa kažejo zgoraj. Zdaj pa, to je v bistvu, obstaja res še veliko drugih programov, ampak ne bi šli zdaj spet toliko v podrobnosti, tako da zdaj vam samo še malo predstavimo, kaj pa potem, ko dejansko izdelamo ta video. Dobro, skratka, še zadnji finalni koraki. To je to, kar smo omenili, skratka, da poskrbimo za shranjevanje videa in za njegovo dostopnost in morda tudi diseminacijo. In tle v pretežni meri naletimo na platforme, kot so YouTube, Vimeo, pa še cela vrsta drugih. Zdaj, jaz bi samo opozoril na par ključnih zadev.
kako video shraniti, v kakšni obliki datoteke. Najbolj pogosto je to MP4. Tudi PowerPoint, ki ga je prej Špela omenjala, omogoča izvoz datoteke v MP4. Če imate vi v PowerPointu ugrajene neke videe, recimo to, kar vi danes gledate, tole, kar zdaj gledate, ta hip na zaslonu, to je navadna PowerPoint predstavitev. Iznotraj v to PowerPoint predstavitev smo ugradili videe. En del jih je na YouTubeu, en del jih je direktno ugrajenih z računalnika ugrajenih v datoteko PowerPointa. In zdaj, če jaz stvorim MP4 datoteko, se mi bo tvoril video. In bo recimo en slajd, ki je samo tekstovni slajd, bo, ne vem, morda 5 sekund na zaslonu, tam, kjer je pa video notri vpet, se bo pa celoten video odigral. In jaz lahko tudi še kakšne, bi rekel, animacije notri dajem, tako da se mi tekst pojavlja in na nek način pa zginja na nek drugačen način, prehode med slajdi lahko animiram in lahko nastane zelo všečen video. Zdaj, drugi formati so še AVI, VMV, MOK, MKV in tako naprej, cela vrsta jih je, ampak najbolj običajen je MP4. Velikost datotek je tako, pri videih je velikost datotek lahko problem. Zdaj, če je video kratek, če recimo, ne vem, 2, 3, 4, 5 minut, je velikost še relativno znosna. Utegne tam zrasna nekako 100 megabajtov, mogoče 200 megabajtov, tam ne vem, 6 minuten video. Če imate pa video, ki je posnet recimo 1 uro nečesa, 1,5 ure, 2 uri, govorimo pa o težkih gigabajtih. In je to, če takšen video potem obesite v Moodle, v e-učilnico recimo, in prosite študente, naj se ugledajo ta video, to terja precej prenosa, streaminga. Relativno nefair do ljudi, pač rečeš, in troši gigabajte. In tudi sama manipulacija s tem videom, skratka uploadanje, downloadanje, editiranje in tako naprej je izjemno zamudno lahko. Kakovost smo prej omenjali, da je najbolje video snemati v HD kakovosti, dve vrsti sta ena je Full HD, to je ta prva 1920x1080 in potem je HD 720 pikslov, je 1280x720. Standardna ločljivost je potem 640x480 pikslov oziroma pikic. In tudi na YouTubeu recimo videi večinoma so v HD formatu, če so pa v SD formatu, pa vidite malo tako pikice gor, skratka slika ni tako ostra, še posebej, če si ga na celoten zaslon nekako razširite. Ne vem, če se video gleda recimo znotraj e-učilnice, Moodle recimo, potem velikost ni tako velika in je lahko tudi format manjši in bo slika še vedno dovolj ostra. Če pa potem študent to razširi na celoten zaslon in če ima velik zaslon, potem je kakovost lahko nekoliko že na pogled šibka. Shranite lahko potem tudi v raznih oblačnih aplikacijah, Google Drive, MS OneDrive, Microsoft OneDrive, Dropbox in tako naprej. Vsi ti, bi rekel, vse te aplikacije imajo tudi lastne video predvajalnike in lahko, bi rekel, delite nek video z nekom in si ga bo lahko ogledal. Ampak najbolj pogosto se, bi rekel, video na nek način danes shranjuje na YouTube, ki je neka spletna platforma za izmenjavo video posnetkov, in pa tudi Vimeo, ki sem ga že omenjal. Tukaj recimo je posnetek enega izmed naših projektnih YouTube kanalov. Skratka, mi običajno potem za vsak projekt tvorimo nek YouTube kanal, ki se ga oblikuje na takšen način, skratka na vrhu gor logotip, se pač en tak pas naredi, potem imate nek promocijski video, ta prvi spodaj, Little Big Entrepreneurs piše na njemu, in če stopite na ta kanal, se ta video prične takoj predvajati. Spodaj imate pa potem zadnje naložene videe na ta kanal. In ta kanal se potem lahko, bi rekel, promovira in to potem ljudje lahko lajkajo, se, bi rekel, subscribajo, kako to slovensko je, naročijo. In lahko v končni fazi, če imate veliko gledalcev, veliko ogledov, lahko te zadeve potem tudi tržite.
In to zadevo se potem lahko upne v razne spletne strani in še, bi rekel, nadalje promovira. Jaz mogoče bi še par minut pokazal samo še, kako lahko video recimo nalagamo na YouTube. Mi bomo tale PowerPoint tako naložili na spletno stran, tako da bo vse te zadeve bodo dostopne in si boste lahko tudi kasneje ogledali. Ampak moje izkušnje so, jaz sem recimo v projektih smo marsikdaj tako delali, da smo rekli, naredili bomo projektni kanal in bomo potem partnerjem dodelili menedžerske pravice in bo lahko vsak partner naložil svoj video. Svoje videe, ki so jih pač ustvarili recimo v Romuniji, na Portugalskem in tako naprej, bodo lahko naložili na ta kanal in hkrati tudi opremili te svoje videe z podnapisi. Ampak sem potem doživljal precejšnje strese pri tem, ker enostavno zadeva zgleda preprosto, ampak potem dejansko, ko ljudi prosiš, naj to naredijo, se izkaže, da se neizmerno zapleta. Tako da sem jaz potem naredil, in to je en takšen mali primerček, mali video, ki prikazuje, kako se lahko to zadevo naredi, skratka vizualizira celoten postopek, je v angleščini. To tisto, kar sem jaz prej razlagal že, da je to snemanje računalniških zaslonov lahko zelo koristno. Jaz sem za to porabil, 10 minut, da sem to naredil. Tem našim partnerjem je to bilo lahko v precejšno pomoč. Tukaj vidite, je šlo za projekt DigiVet. Tako naredil sem to zadevo, treba iti na pravi kanal. Potem se tukaj zgore, kjer je nek plusek, reče, bom naložil video na YouTube. Tukaj se notri potegne potem datoteko, ki je jasno nekje na disku računalnika. Predtem smo pač ustvarili to datoteko, MP4 datoteko, tako so tudi po moje drugi formati. No in potem rabite relativno hiter internet, še posebej, če je video pač nekoliko daljši. In potem je treba tukaj notri določiti razne zadeve. Naslov videa, potem opis lahko dodate, v ta opis lahko dodate tudi kakšne povezave do nekih dodatnih datotek. Določite sličico, skratka tisto uvodno sličico, ki se pojavi na spletni strani, če tisti video upnete v spletno stran. Lahko določite na katero playlisto boste ta video umestili, ki lahko organizirate YouTube kanal v playliste in potem je še par drugih lastnosti možno določiti, med drugim tudi jezik. In če je ta video angleščina, to recimo je angleščina jezik, bo YouTube tudi sam poskrbel za avtomatične podnapise. Jih zgenerira nekoliko z zakasnitvijo, morda uro, dve, potem, ko ste vi naložili video na YouTube. Skratka, to je, rekel, zadeva je izjemno preprosta. Zdaj, slabost YouTube je ta, da se potem pač v videih pojavljajo reklame. Ko se video zaključi, se pojavi nabor nekih videov, pač to YouTube sam presodi, kaj se bo tam pojavilo. Vi lahko določite video kot javen, nenaveden ali pa zaseben. Če je zaseben, ga boste samo vi lahko gledali, če bo nenaveden, pač ne bo nikjer v nobenih vidikih, je praktično nedostopen tistemu, ki ne ve povezave. Če je pa javen, se ga pa v YouTube potem dejansko najde. In potem na koncu se to zadevo pač shrani in zadeva se obdela na YouTube, skratka najprej standardno definicijo, potem high definition, če ste video naložili v HD definiciji in to je relativno hitro narejeno in to je to. Zdaj jaz bi mogoče zaključil še z enim kratkim videom. Skratka to, kar sem prej rekel, precej smo se ukvarjali tudi z podnapisi. Podnapisi, tako po mojem mnenju, ena ključnih prednosti YouTubea. Vi lahko dejansko
dodate skratka angleške podnapise avtomatično, če imate video v angleščini, in potem tudi lahko prevajate z klikom na en gumbek iz angleščine v katerikoli jezik. Tudi v slovenščini. Prevodi bazirajo na Googlovi umetni inteligenci in so, rekel, izjemno dobri. Terjajo relativno malo popravkov. Kakšno vejico je treba kam postaviti, pa veliko začetnico, morda še kakšno zaporedje besed, ampak to je to. Samo kratka vidite vsebino enega izmed kanalov, vidite videe, ki obstajajo znotraj tega kanala, izberem video, ki ga želim urejati, kateremu želim dati podnapise. V meniju na levi strani subtitles izberem pač podnapise. Tle recimo vidite, da so podnapisi že bili ustvarjeni, angleški, portugalski, slovenski in tako naprej. Če želite še kaj popravljati, v tem podnapisu se klikne edit in dobite praktično urejevalnik. Vidite, tle je os spodaj in se lahko sprehajate po videu ali pa greste po videu po levi strani, kjer so pa okenca, v katerih so tisti časovni izseki posameznih, menjeni posameznim delčkom. To zadeva je izjemno preprosta in zelo lepo se da to zadevo. Tako. Jaz bi v bistvu s tem zaključil. Nekako smo želeli do 7 zaključiti, zdaj je mogoče 6 minut več, ampak mislim, da smo izjemno dobro prišli skozi. Bi pa preden se razidemo, vas povabil še na mogoče 2 zadevi. Skratka, tiste, še posebej velja za študente MFDPŠ, ki jih zanima recimo izdelava kakšnega videa znotraj projekta MED2IAH, to je pač tukaj desni imate celoten naziv, Mediterranean Countries Towards Internationalization at Home. Ta hip teče tekmovanje znotraj tega projekta in tema so medkulturne zgodbe. Saj vidimo, mediteranske države. Rok za oddajo tega videa bi bil 31. marec. Smo se pa tudi z študentskim svetom MFDPŠ dogovorili, da bi naredili na naši študentski konferenci KOME, ki poteka 14. aprila, eno sekcijo, skratka en delček te konference bi posvetili predstavitvam teh videov. Najboljši videoposnetki izmed teh, ki bi bili narejeni, bi pa sodelovali potem na Univerzi Muni, ki je koordinator tega projekta v tekmovanju skupaj z ostalimi mediteranskimi univerzami. Jaz sem tukaj tudi dodal povezavo do enega dokumenta Wordovega, ki se nahaja v bistvu na mojem OneDriveu in na katerem je nekoliko več informacij o tem tekmovanju in pogojih sodelovanja. Skratka, študenti MFDPŠ so toplo vabljeni. Druga zadeva, ki bi jo pa omenil, je pa video tekmovanje, ki ga pa načrtujemo v tem projektu, na katerega logotip že ves čas gledate. Mikroplastika, problem, jutrišnji makroproblem. Tema, kot sem že omenil, svet brez mikroplastike. Skratka, to tekmovanje bo pa štartalo v jesenskih mesecih za začetkom novega šolskega leta v septembru. In webinari pač tečejo ta hip znotraj tega projekta na različne teme povezane z mikroplastiko. In študente že zdaj, oziroma dijake, predvsem srednjih šol, pa vabimo že ta hip k sodelovanju v temu tekmovanju. Tako da s tem bi jaz nekako zaključil. Pa če imate še, se pravim, karkoli, zdaj vem, da je že malo pozno, začeli smo tudi relativno pozno.
rado volje odgovorimo. Sicer pa mislim, da smo relativno dobro podali celotno logiko izdelave videov. Skratka, od načrtovanja, tistega, bi rekel, scenarija in pa snemalne predloge, preko zbiranja in ustvarjanja tistih delčkov videa, ki jih bomo kasneje sestavili, in potem jasno sestavljanje, urejanje z nekim programom. Canvo nekako propagiramo tukaj, saj smo tudi večino teh videov, ki smo jih pokazali, smo naredili za Canvo. Tisti video, ki ga je prej Špela kazala, je dejansko ena gospodična iz Italije naredila, ki je prvič v življenju se lotila izdelave videov. Jaz sem se z njo sestal en dan, takrat smo ji dali potem tudi dostop do Canve Pro, skratka do tiste plačljive verzije Canve, in potem je v roku enega tedna ustvarila 3, tako bi rekel, solidne, lepe videe. Tako da sem bil res zelo pozitivno presenečen. Tako, jaz bi s tem zaključil.